Lepo pozdravljeni! V tem prispevku bomo z veterinarko Iris Selan predstavili nekaj stvari, ki jih je potrebno pretehtati, preden domov pripeljete novega hišnega ljubljenčka. Ostanite z nami. Ko smo se poslovili od našega starega hišnega ljubljenca, se zagotovo pojavi vprašanje in tudi dilema, kdaj se odločiti za novega. Načeloma veterinarji radi rečemo, da je zdravilo za psa ali za muca takoj nova druga žival, saj so ljudje z njo tako zelo angažirani, okupirani, prinese ogromno dela in tudi veselja, da nekako lažje prebolevamo. Ne smemo reči, da pozabimo na starega hišnega ljubljenca, ampak zagotovo lažje prebolevamo izgubo, saj je nov motivacija vsakodnevnega veselja, obveznosti, sprehodov, dela, tako da smo polno okupirani. Ogromno je zdaj že oglasov, kjer se lahko živali kupijo, lahko se tudi posvojijo, edino nekako pričakujemo oziroma svetujemo veterinarji, da se bodo lastniki prej maksimalno pozanimali, od kje žival izhaja, zato ker se je zelo velikokrat dogajalo, da so zraven posegli preprodajalci, ki so v bistvu na temo tega, da si nekdo želi hišnega ljubljenčka, služili velike denarje. Kakšnega psa ali mačka si bomo izbrali, mora biti seveda odločitev celotne družine. Zagotovo to ne sme biti darilo nekemu malemu otroku za rojstni dan. Zavedati se moramo, da je to živo bitje, ki bo z nami preživelo kar lepo število let, lahko tam 10, 15, tudi do 20 let živijo zdaj naši hišni ljubljenci. Tako da moramo dobro preučiti vse pogoje, ki mu lahko nudimo. Žival je ogromno veselje, ampak tudi ogromno obveznosti. Odločitev o tem, ali bomo vzeli mladička v svoj dom ali bomo vzeli odraslo žival, seveda mora biti spet odločitev celotne družine. Vedeti moramo, da odrasla žival, ki smo jo posvojili, je že imela svoje življenje, ima svojo preteklost, lahko je bilo to življenje prijetno, prijazno, lahko je bilo to življenje z določenimi travmami. Največ takih je zagotovo v zavetišču, kjer se najdejo zapuščene živali. Taka žival zahteva zrelega, odraslega lastnika, ki zna sprejeti tudi določen čas, ki ga bo potreboval za socializacijo svoje živali. Recimo tak primer je moja Pika. Ona je bila zapuščena in smo dejansko rabili skoraj 1 leto, da smo jo socializirali do te mere, da zdaj lahko z njo nekako normalno živimo, gremo ven na sprehod, da ona ni prestrašena, da se ne čuti ogroženo in da seveda tudi ne dela neumnosti zunaj. Mladič je pa tisti, ki ga seveda socializiraš, vzgajaš, delaš po svojih merilih, po svojih načrtih. Nekako večina ljudi pričakuje več uspeha od vzgoje, če se odloči za mladiča, ni pa to nikoli rečeno, tako da se lahko odločimo tudi za odraslo žival, ki rabi nov, topel, ljubeč dom. Veterinarko Iris Selan smo potem vprašali še za mnenje o lastnikih, ki bi si omislili več kot enega hišnega ljubljenčka, ki so pasemsko raznoliki. No, verjetno sem jaz pravo vprašanje za take stvari, ker imam 4 pse, od tega sta 2 večje pasme, eden ima 72 kilogramov, ena ima 30 kilogramov, naš Nace mešanček jih ima 15, pa Pika jih ima 6, tako da dejansko so pisana družba. Spet enaka odgovor na vprašanje, kdaj psa, koliko psov, koliko mačkov zraven, odvisno spet, koliko časa imamo. Vedeti moramo, da vse, kar pomnožimo krat 1, je toliko večja obveznost, več dela, več stroškov, je pa zagotovo tudi ogromno veselja. Tam pač pridejo samo nazaj. Če pride nazaj, jo čaki, ne?
Vprašanje, če bo prišla nazaj. Ne, mene bo zadjagnost. Odločitev o tem, kakšna bo velikost našega hišnega ljubljenca, je seveda odvisna od našega prostora, naših zmožnosti. Vedeti moramo, kakšne načrte imamo z njim. Zdaj, če veliko potujemo, si zagotovo ne moramo misliti psa, ki ga bo težko spraviti na avion, na ladjo, ker to zahteva spet določene pogoje, določene stroške. Če smo ogromno doma, pa smo recimo taki, da radi športno živimo, je zagotovo spet izbor pasme, ki rada teče, ki je živahna, ki je razigrana, ki potrebuje veliko prostora. Če smo pa tudi mi sami nekje bolj navajeni lenobnega življenja, potem je zagotovo recimo odločitev o mačku, ki ne rabi nobenega svojega gibanja, kar se tiče izven hiše posebnega, da ga vodimo na sprehod. Priljubljena. Jaz ne poznam človeka... Daj mi 5. Daš 5? Ne? Dajmo. A ti imaš pa lepše? To je 5. 5 čista. Ja, bravo! Imela sem v otroštvu 2 pekinezerki in potem, ko sta se poslovili od mene in vseh ostalih, sem se odločila, da je čas za nakup novega psa, da zapolni mojo praznino. Zakaj sem se odločila za kavalirčka? Veliko sem prebrala o njih. So zelo čustveni, ljubeči, imajo zelo radi otroke. To psičko Džemo sem kupila v Zagrebu. Je čistokrvna, z močnim rodovnikom. 5? Boš dobila ušeska? Daj mi 5. Pridna ušeska za Džoj. Džema, daj mi 5. Pridna. Pa boš zalajala? Zalajaj! Kaj imam? Zalajaj! Zalajaj! Še! Zalajaj! Kaj je to? Kaj je to? Daj mi še enkrat. 5? Daj mi 5. Bravo, pridna. Za drugo psičko sem se odločila zato, da ta psička ne bi sama ostajala doma, da ima malce več družbe, čeprav skozi potujejo z mano, sodelujejo pri meni v službi, mi pomagajo. Vsekakor je pa večji strošek, kar se tega tiče, če sta 2 psa, je tudi več dela, vsekakor pa več ljubezni pa igre. Kaj ste dobile? Džema, palčka tukaj za zobeke, da boš imela lepe zobeke. In daš enega ljubčka. Džema, daš enega ljubčka. Marko Oman, direktor zavetišča za zapuščene živali na Gmajnici 30 v Ljubljani, vam bo povedal, kako v njihovem zavetišču lahko posvojite zapuščeno žival. Vsakdo, ki je zainteresiran za posvojitev, pride v zavetišče. Če ima žival že izbrano, izpolni vprašalnik, sicer si živali ogleda, ko si žival izbere, izpolni vprašalnik, se pogovori z oskrbnikom, predvsem preverjata pogoje, ki jih nudi kandidat, po drugi strani preverjata, ali je izbral pravo žival, mu oskrbnik svetuje in če na koncu najdemo skupni jezik, se z tako živaljo tudi spozna, se dotakne, poboža, pobliže spozna in če je vse v redu, se sklene pogodba in žival lahko odpelje domov. Včasih, če gre za kakšne posebne živali, je potrebno večkrat priti v zavetišče, da se žival bolje spozna z lastnikom in pa tudi potem seveda ga sprejme kot vodnika. Ki je pa že star. Ja, tudi naglušni oziroma gluhonemi so prišli v zavetišče posvojiti živali. Je bilo kar nekaj primerov in take primere podpiram. Namreč, kot vidite, Lord nas ne posluša, Lord nas predvsem opazuje, kar pa seveda vi gluhonemi lahko tudi zelo dobro počnete. In pri temu vam živali lahko pomagajo oziroma celo podpirajo in se z njimi odlično pogovarjate oziroma komunicirate. Posvojitev oziroma posvojnina je simbolična. Vsako žival, ki mi sprejmemo v zavetišče, vložimo veliko več sredstev, kot pa potem znaša sama posvojnina. In sicer za muca je to 25 €, za kužata pa 50 €.
Ta simbolična posvojnina je predvsem zato, da preverimo resnost kandidata. Namreč, če je nekaj brezplačno, potem ljudje to jemljejo veliko bolj brezbrižno, kot pa če morajo za to nekaj dati. In potem zato veliko bolj cenijo oziroma bolj resno pristopijo. Največ psov sprejmemo tam okrog decembra, januarja, okrog novoletnih božičnih praznikov. Takrat se zgodijo največkrat pobegi zaradi pokov. Potem tudi nekaj več pobegov je v mesecih tam marca, oktobra, ko se živali ženijo. Medtem ko pri mačkah pa največ živali sprejmemo v poletnih mesecih, ko je sezona mladičev, in sicer tudi do 270 na mesec. Vsi kandidati oziroma vsi zainteresirani vabljeni, da posvojite žival pri nas, kužka, muco, ne glede na to, kdo ste, kakšni ste, samo da nudite primerne pogoje, da ste odgovorni in da ste pripravljeni sprejeti novega družinskega člana. Vedeti moramo, da vsak hišni ljubljenček prinese ogromno veselja, vendar ne smemo pozabiti na stroške, ki so povezani s samim nakupom ljubljenčka, obiskom veterinarja, kakovostno hrano za živali, igrače, pripomočke za nego in vzgojo. Zagotovo jih ne smemo zanemarjati. Biti moramo odgovorni in dobro seznanjeni, preden se odločimo za posvojitev ali nakup novega hišnega ljubljenčka. Hvala za pozornost in nasvidenje.